Danes v Pomurskem dnevniku, podjetniški dan. Delovanje letališča, podrobnosti uboja. Druga sočna vilica. Vreme, jutri bo sončno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Na Srednji poklicni in tehniški šoli Murska Sobota je danes potekal dan podjetništva, ki so ga pripravili v sodelovanju z območno obrtno-podjetniško zbornico in pa Pomursko gospodarsko zbornico. Predstavila so se številna podjetja, ki s svojimi dejavnostmi privabljajo dijake za upravljanje prakse, počitniškega dela in vajeništva pri njih. Tako so se dijaki Srednje poklicne in tehniške šole sprehodili po stojnicah, kjer se je predstavilo več pomurskih podjetij. Se pravi predstavitev pomurskih podjetij, tisti, ki so izkazali interes, neposredno našim dijakom, se pravi tisti, ker smo pač strokovna tehniška šola, to je kader, ki danes primanjkuje ne le v naši regiji, ampak tudi v Sloveniji, v celotni Evropski uniji. Pomurska gospodarska zbornica je v preteklosti že prirejala tovrstne dogodke, saj so pomembni tako za lokalna podjetja, kot tudi za dijake. 2 leti je minilo v času covida, pač takih dogodkov v živo nismo imeli in smo komaj čakali, da spet naredimo dogodek in da predstavimo en del pomurskega gospodarstva, pomurskih podjetij, dijakom, da vidijo, kakšne so možnosti sodelovanja nadaljnega po končanem šolanju. Lokalna podjetja s takšnimi dogodki privabijo v svoje vrste veliko kadra. Vsekakor iščemo perspektiven mladi kader, upamo, da ga bomo tukaj uspeli nagovoriti, da se nam pridružijo. Pomurski podjetniki mlajšim generacijam omogočajo izvajanje prakse, vajeništva in pa počitniškega dela. Plačujemo prakso vsem, ki so na naši prakse, tudi izplačujemo malce popotne stroške, tako da imajo tudi nekaj simbolično neko nagrado, kaj je dosti pomene vsem dijakom. Praksa je zelo zaželjena, tudi študentsko delo, naprimer za kakšne 17-18 letnike. Potem dalje je pa vedno možnost tudi štipendiranja, če se najdemo na obeh straneh. Ena možnost je potem sodelovanje z nami skozi prakse. Se pravi, lanskega leta imamo tudi vajeništvo, tako da vajeništvo za program mehatronik operater in za orodjarja. Seveda pa nudimo tudi počitniško delo. In kaj takšni dogodki pomenijo dijakom? Gledal sem si različna podjetja iz našega okoliša. To bi pa predvsem pripomoglo, da se bom lahko odločil, kje bom upravljal prakso pozneje, pa kje bom delal. Tehnični poklici pa so v zadnjem obdobju med bolj iskanimi. Trenutno najbolj potrebujemo elektrotehnike oziroma elektroinženirje, tudi informatike, strojnike, dejansko celo paleto programov, da lahko dejansko proizvodnja tudi normalno funkcionira pa kvalitetno. Širok spekter. Trenutno stanje na trgu dela je za delodajalce precej zahtevno, saj je več tistih, ki ponujajo delo, kot pa tistih, ki zaposlitev iščejo. Epidemija COVID-19 je okrnila delovanje letališč po celem svetu. Severovzhodu Slovenije je po bližini med dostopnejšimi tudi letališče v Gradcu, kjer so trenutno že pripravili dodatno ponudbo letov, predvsem za poletje. V preteklosti so že potekali pogovori z letališčem Edvarda Rusija na Maribor o morebitnem sodelovanju, vendar so ti splavali po vodi. Kakšne so napovedi za v prihodnje? Veliko Slovencev se zaradi boljših povezav z vročimi destinacijami odloči za let iz letališča v Gradcu. Der Anteil an slowenischen Passagieren beträgt ungefähr 10% und wir würden ganz gerne in Richtung 15% kommen. Leti 2018 in 2019 sta bili na graškem letališču rekordni, saj je od tam letelo več kot 1 milijon potnikov. Zadnji 2 leti pa slika ni več tako pozitivna. Und wenn Sie dann auf die Jahre 2020 und 2021 blicken, dann sehen Sie, dass die Pandemie sehr starke Auswirkungen auf uns hatten, auf den Flugverkehr, wo wir dann auf knapp 227.000 Passagiere letztes Jahr zurückgefallen sind. Na bližnjem mariborskem letališču je potnikov občutno manj, razlog pa ni le epidemija. Iz državne družbe DRI, ki upravlja z mariborskim letališčem, so nam sporočili, da so lani oskrbeli nekaj manj kot 5.000 potnikov, letos pa jih načrtujejo 8.000, kar bo največ v zadnjih letih.
Vodstvi mariborskega in graškega letališča sta se v preteklosti že pogovarjali o sodelovanju, vendar do dogovora ni prišlo. Sie wahrscheinlich wissen, gibt es zwischen Graz und Maribor eine Städtepartnerschaft. Daher ist das Thema, dass wir Marburg immer betrachten, natürlich ständig unter Anführungszeichen in Graz präsent. Bis kurz vor Ausbruch der Pandemie hatten wir viele Gespräche miteinander, damals auch nicht nur mit der Flughafenführung aus Marburg, sondern auch gemeinsam mit den damaligen chinesischen Investoren, weil Graz sich angeboten hat, am Anfang dabei zu unterstützen. Za letošnje poletje je na mariborskem letališču med 30. junijem in 15. septembrom že napovedana tedenska čarterska linija v Italijo. So pa iz DRI sporočili, da so trenutno dogovarjajo s prevoznikoma Wizz Air in Ryanair, vendar podrobnejših informacij niso razkrili. Več načrtov pa za v prihodnje imajo že na graškem letališču. Wir haben ja insgesamt 15 Charterdestinationen im Programm. Das reicht von A wie Antalya bis Z wie Zakynthos. Da sind Klassiker dabei wie Mallorca, wie Heraklion, Rhodos, aber auch kleine Nischendestinationen wie Paros, Zakynthos oder Korfu in Griechenland. Za nekaj dodatnega prometa na mariborskem letališču bodo zagotovo poskrbeli nogometaši, saj sta se tako aktualni državni prvak Maribor kot tudi murskosoboška Mura uvrstila v kvalifikacije za evropsko tekmovanje. V nedeljo zvečer je mariborska policijska postaja prejela obvestilo, da se je na Studencih zgodila prometna nesreča. Na kraju dogodka je bilo ugotovljeno, da ima voznik hujše telesne poškodbe in ne kaže znakov življenja. Kaj točno se je zgodilo? Pa si poglejmo. Incident v Mariboru še vedno odmeva. In kaj se je točno zgodilo? Z nadaljnjim zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da sta se zakonca na naslov bivanja predtem sprla, pri čemer je bil moški dolžen nasilen, ona ga je pa pri tem z nožem zabodla. Po dejanju se je poškodovani želel s svojim osebnim avtomobilom sam odpeljati v Univerzitetni klinični center Maribor, vendar je med vožnjo zaradi zadobljene telesne poškodbe umrl, zatem pa trčil v parkirano kombinirano vozilo. 31-letna žena je tako postala osumljenka za uboj, zato so ji policisti odvzeli prostost. Pri tem je preiskava še pokazala. Pri izvedbi prvih nujnih ukrepov so policisti ugotovili, da je bil pokojni v letošnjem letu že dvakrat obravnavan za kazniva dejanja nasilja v družini. V obeh primerih mu je bilo na podlagi 60. člena Zakona o nalogah in pooblastilih policije izrečen ukrep prepovedi približevanja osebi določenemu kraju oziroma območju. Prvi ukrep je potekel v začetku maja, medtem ko je bil drugi še veljaven. V obeh primerih je okrožno sodišče v Mariboru s sklepom ukrep policije podaljšalo oziroma potrdilo. V obeh teh primerih so policisti skladno z zakonodajo in pravili, ki veljajo na tem področju, izvajali nadzor nad spoštovanjem izrečenega ukrepa prepovedi približevanja in nadlegovanja po komunikacijskih sredstvih. Nadzor so izvedli tudi na dan uboja, vendar pri tem kršitev niso zaznali. V kriminalistični preiskavi opisanega kaznivega dejanja smo dodatno ugotovili, da je povzročitelj nasilja kljub veljavnemu izrečenemu ukrepu prepovedi približevanja prebival z oškodovanko. Za kaznivo dejanje uboja je predpisana kazen zapora od 5 do 15 let. Podjetje Carthago, znano kot proizvajalec avtodomov, se širi v Ormož, saj so na sedanji lokaciji v Odrancih prostorsko omejeni. Pri širjenju bo pomagala tudi država. Carthago pa ni edino podjetje, ki bo pridobilo sredstva, namreč v načrt razvojnih naprednih programov se je uvrstilo tudi podjetje Roto. Nemški proizvajalec avtodomov Carthago, ki trenutno deluje v Odrancih, bo z novim proizvodnim obratom deloval tudi v Ormožu. Proizvodnja bo predvidoma stekla do spomladi leta 2023, ko naj bi zaposlili prvih 160 novih sodelavcev. Na območju severne poslovne cone v Ormožu so odkupili dobrih 100.000 kvadratnih metrov zemljišč, vrednost celotne investicije znaša 45 milijonov evrov.
Kartago je tako lanskega avgusta na gospodarsko ministrstvo vložil vlogo za neposredno dodelitev regionalne državne pomoči. Izgradnjo bo tako delno subvencionirala tudi država, in sicer v višini dobrih 6 milijonov evrov. Je pa vlada v načrt razvojnih programov uvrstila tudi tovarno za razvoj naprednih rešitev za e-mobilnost podjetja Roto Pavlinjek. Projekt bistveno prispeva k regionalnemu razvoju, saj se nahaja v vzhodni kohezijski regiji in predstavlja kvalitetna delovna mesta. Z investicijo bo namreč ustvarjenih 22 novih delovnih mest, in sicer do konca leta 2026. Skupna ocenjena vrednost projekta znaša več kot 5 milijonov evrov, država bo primaknila dobrih 993 tisoč. V petek 3. junija bo na Slovenski ulici ponovno zadišalo, saj prihaja kulinarični dogodek Sočna vilica, drugi v letošnji sezoni. Ta se bo odvijal med 11. in 20. uro. Kdo bo kuhal tokrat, pa si poglejmo. Kot obljubljajo organizatorji, bo na Slovenski ulici ponovno pestra druščina ponudnikov. Na tokratni drugi Sočni vilici te sezone bodo Brbončice razvajali foodstak Jimmy z gurmanskimi burgerji in ostalimi dobrotami. Kavarna in slaščičarna Diana bo poskrbela za slastne ajdove palačinke, tortice in langaš, krambergerjevi iz Slovenskih goric pa bodo ponujali vtrgano govedino v bombetki. Za jedi z mehiškim pridihom bodo poskrbeli mojstri ulične kulinarike Good Street Food. Tiste obiskovalce, ki imajo najraje sladko, pa bodo razvajale Bernijeve puhaste palačinke. Manjkal ne bo niti novozelandski sladoled Koru, narejen iz pravega sadja. K jedači pa se seveda prileže tudi pijača. Za odlično žlahtno kapljico bodo poskrbela vina Kramberger, za hladno pivo pa Pannonian Sailor, pivovarna iz Ropoče. Za dobro voljo, sproščeno vzdušje in popestritev Sočne vilice bosta poskrbela glasbenika Žan Videc in Sija Lana, mlada glasbena gostja pa bo Sanja Balažic. Visoke temperature na osnovni šoli 3 Murska Sobota. V poletnih dnevih v nekaterih razredih tudi do 40 stopinj, pouk pa zato težje izvedljiv. Energetska sanacija vedno znova prestavljena in neuslišana. Kaj je razlog za to in kaj pravi ravnateljica? Več o tem pa si lahko preberete na sobotainfo.com. Za konec pa še preverimo, kakšno vreme nas čaka jutri. Danes smo imeli sončen dan s temperaturami okrog 23 stopinj Celzija. Opoldne smo v Lendavi namerili 23 stopinj, v Krajinskem parku Goričko, Murski Soboti in v Radencih pa 22 stopinj Celzija. Jutri bo dopoldne po večini sončno, popoldne bo spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami, ki se bodo nadaljevale v noč. Možne bodo tudi posamezne močnejše nevihte, zapihal bo severovzhodnik. Najnižje jutranje temperature bodo v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in v Mariboru od 13 do 14 stopinj, dnevne pa okoli 26 stopinj Celzija. V petek bo delno jasno, sprva ponekod v notranjosti pretežno oblačno in ponekod po nižinah megleno. Na Primorskem bo dopoldne pihala šibka burja. Popoldan bo lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. V soboto bo sončno in vroče s kakšno popoldansko nevihto. Temperature v naših krajih se bodo zjutraj gibale od 14 do 17 stopinj, čez dan pa od 27 do 30 stopinj Celzija. Toliko smo vam imeli povedati v današnjem Pomurskem dnevniku. Več informacij o dogajanju v Pomurju pa najdete na naši spletni strani www.tvideja.si. Ostanite v naši družbi in nasvidenje do jutri.